Volitve in predvolilne manipulacije. Ne kupujemo vsega, kar nam v svojih predvolilnih izložbah ponujajo leve in desne stranke, pa naj te še tako spretno obljubljajo, da bodo Slovenijo rešile katastrofalnega zdravstva, zmanjšanje števila Slovencev v Sloveniji, zmanjšale število splavov, izseljevanje mladih, prevelikega števila priseljencev in še česa. Le malo od teh obljub bo mogoče uresničiti, ker sta obe glavni evropski politiki, bruseljska in vatikanska, že skoraj povsem levo totalitarni. V Sloveniji pa tradicionalno evropsko demokracijo ohranja samo še stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše. Leve manipulacije z volitvi. Nikoli ni tako hudo, da ne bi moglo biti še hujše, se glasi stari slovenski pregovor. Zato sem do zdaj verjela, da je sedanja slovenska, povsem leva vlada zadovoljna z uspešno izvedbo svojega zdravstvenega projekta za zmanjšanje števila starih bolnikov. Z izbrisi čakalnih vrst za specialistične preglede, še bolj pa z onemogočanjem še pravočasnega obiska pri družinskih zdravnikih, ki jih ob koncu mandata sedanje leve vlade skoraj ni več, se je drastično zmanjšalo število starih bolnikov. Verjetno pa se je tudi kar razveseljivo povečalo število njihovih smrti. Koliko vpliva sedanji, anarhični način delovanja javnih ambulant za nedoločene paciente namesto nekdanjih družinskih ambulant na smrtnost različnih, zlasti pa starih bolnikov, žal še ni raziskano. Pa tudi ni še nihče izrazil potrebe po tovrstnih študijah. Navsezadnje, več kot je starih in bolnih zapustilo ta svet, lepše bo naše življenje brez njih in stroškov z njimi. Še posebno pa bo brez njih lepše in bolje slovenskemu zdravstvu. Je pa, kot vse kaže, že skoraj sprejeta, zlasti na slovenski politični levici, zahteva za preiskavo krivde za preveliko število smrti med epidemijo COVID-19, seveda v času vlade Janeza Janše. To je jasno in glasno v svojem intervjuju izjavila dr. Zdenka Čebašek Travnik, le da ni omenila Janeza Janše, pa je bilo kljub temu dobro slišati, zakaj v resnici gre pri tej njeni zahtevi. Priznam, ko sem v sredo 1. oktobra dopoldne med 10. in 11. uro na glavnem slovenskem javnem radiju poslušala pogovor z gospo zdravnico dr. Zdenko Čebašek Travnik, psihiatrinja, sistemska družinska terapevtka in sodna izvedenka za psihiatrijo, mi je kar zaledenela kri v žilah. Sama sebe nisem mogla verjeti, da je ta znana zdravnica, ki ni v času epidemije COVID-19 enkrat samkrat z mezincem mignila, da bi sredi najhujše pandemije COVID-19 preprečila petkove množične proteste leve opozicije proti vladi Janeza Janše, ki so bili sredi Ljubljane in tudi v drugih mestih po Sloveniji. Tega gospa zdravnica Zdenka Čebašek Travnik ni storila niti enkrat samkrat, kljub temu, da je bila v tem času predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. Zdaj pa si, očitno, že javno na vse kriplje prizadeva, da bi dokazala Janševo krivdo za veliko število smrti med pandemijo COVID-19. Seveda v času pretežno desne vlade pod vodstvom njenega predsednika Janeza Janše. Prav cinična in hinavska je bila njena izjava, da ta raziskava naj ne bi bila namenjena iskanju krivcev,
temveč bi bila le podlaga za to, da bi se ob kateri od prihodnjih epidemij znali izogniti ponavljanju napak. Ha. Seveda nam je bilo poslušalcem tega intervjuja takoj jasno, da se gospa zdravnica resno pripravlja za novo ministrico za zdravje v morebitni prihodnji levi vladi. Vkolikor pa levica ne bo več na oblasti, ji bo z velikim procesom proti krivcem za previsoko število smrtnih med pandemijo COVID-19, ji bo gospa zdravnica Čebašek Travnik uspešno pomagala do vrnitve na oblast z rušitvijo desne vlade, skoraj gotovo pod Janševim vodstvom. Bojim se, da se ne bomo nikoli rešili nasilja, ki ga izvaja levica nad slovensko politično desnico že vse od osamosvojitve in demokratizacije leta 1991. Eden najbolj tipičnih primerov vpliva nekdanjih komunistov iz Kučanovega klana na dnevno politiko v Sloveniji so bili v letih 20 in 22 med hudo pandemijo COVID-19 petkovi protesti opozicijske levice, zlasti pa komunizmu naklonjenih slovenskih državljanov, med katerimi je bilo največ mladih. Ti levi politični aktivisti so pridobili za svoje proticepilske proteste praktično vse priseljence z Balkana, številne stranke Resnica in tudi ilegalne migrante. O slovenskem narodu, ki je bil izpostavljen hudi zdravstveni in organizacijski preizkušnji, pa na teh protestih ni bilo mogoče slišati niti ene same besede. Le o tem so govorili protestniški govorci, da je Janševa vlada nacionalistična, celo fašistična, pa da maske niso potrebne, ker virusa sploh ni. Brez najmanjšega občutka za odgovornost so se med pandemijo te protestniške, pogosto že kar podivjane množice ob petkih redno zbirale sredi Ljubljane in brezvestno okuževale. Poleg vsega pa so nasprotovale nošenju mask in cepljenju. Pa niti enkrat samkrat spoštovana gospa dr. Zdenka Čebašek Travnik, ena najvidnejših slovenskih zdravstvenih delavk, niti s prstom mignila in ni pozvala protestnikov, naj nehajo z okuževanjem. Obljublja pa zdaj, pred volitvami, da bo poiskala krivce za preveliko smrtnost med pandemijo COVID-19. Jasno, da bo ta krivec spet Janez Janša. Kdo pa drug? Kot vedno. Desne manipulacije. Če me boli politično ravnanje slovenske levice z našo desno politiko, pa me še veliko bolj grize odnos slovenskih katoličanov zaradi vse bolj socialističnega Vatikana, vse bliže slovenski levici. Naj mi katoliški kristjani oprostijo, ker bom v pričujočem članku, kljub temu, da sem tudi sama katoličanka, odločno nasprotovala sedanjemu katoliškemu medijskemu raznarodovanju s pozivi za sprejem večjega števila migrantov. Takšnemu medijskemu delovanju bom vedno enako nasprotovala, kot že dolgo nasprotujem komunističnim medijem, torej komunistom, ki s svojim totalitarizmom uničuje Slovence vsaj od leta 1941 dalje, pa vse do današnjega časa. Prav hudo pa postaja komunistična ideologija raznaradovalna od leta 2015, ko so slovenski komunisti pod maskami različnih levih strank in pod vodstvom komunista Milana Kučana, vodje svojega partijskega klana z glavnim propagandnim strojem Nina Media,
na stežaj odprli slovensko državno mejo vsem migracijam, večinoma muslimanskim, še skoraj srednjeveško muslimansko kulturo, večinoma z Bližnjega vzhoda. Prav posebno nerada sem se odločila za pisanje tega članka. Res sem si za glavno temo izbrala razmišljanje o vprašanju obstoja slovenskega naroda v multikulturnem oziroma medkulturnem globalizmu, vendar pa sem želela razmišljati predvsem z dveh vidikov, marksističnega in katoliškega. Še najprej sem se spomnila, da nam je okoli leta 1959, v zadnjem razredu osemletke, profesorica dr. Ana Benedetič pri pouku zgodovine, takrat še mlada in pravljubka, nekako priznala, da je vsa zgodovina v resnici zgodovina svetovnega razvoja trgovine. Prav poudarila je, da je tako učil študente nek njen profesor na ljubljanski univerzi. Ob tem čudovitem spominu na ure pri njenem pouku, kako zanimivo, pa sem se spomnila še na besede nekega drugega pedagoga v Mariboru, zelo znanega in priljubljenega gospoda, profesorja dr. Ivana Štuheca, teologa in filozofa. Že pred kakimi 15 leti sem ga slišala, kako je na nekem radiju priznal, da tudi cerkev, podobno kot vse trgovine, nudi svojim uporabnikom določene storitve, ki ne morejo biti kar zastonj, kot včasih verjamejo predvsem oblastniki. Prav dobro sem ga razumela, da duhovniki nekaj stanejo, da tudi versko delo, na primer verouk in svete maše, kot tudi cerkveni objekti in umetnosti, ki so povezane z nudenjem cerkvene kulture, ne padejo z neba brezplačno, kljub temu, da za vse to skrbi ogromno vernih prostovoljcev. Zato naj v tem kratkem uvodu dodam le to, da prav vsi artikli v tako imenovani cerkveni ponudbi pa le ne sodijo na njen prodajni pult. Tokrat sem med te artikle uvrstila pohode za življenje. Za vse na svetu se ne bi udeležila prav nobenega od njih. Prav tako, kot se ne bi udeležila nobene parade ponosa in nobenega zborovanja za več splavov. Iz enega samega razloga. Preveč so te prireditve postale nasilne, kljub temu, da tega ne priznavajo. Pa naj o dobrem okusu na teh dogodkih ne rečem niti črne, niti bele. Priznati moram, da me prav razjezi, ko na kateri od, vsaj nekoliko tudi desnih, televizij zagledam tiste prav ostudne pohode za življenje. Po mojem prepričanju so protizakoniti, ker pri večini žensk, ki so kdaj imele umetni splav, ti pohodi s prav nedopustno potuhnjeno nesramnostjo zbujajo spomine na ta strašni dogodek v njihovem življenju, s tem pa tudi hude duševne bolečine. To pa je res krščanska ljubezen do bližnjega. Pa tudi kulturen odnos do žensk. Le česa smo ženske krive, solidarnostno pišem, kot da sem še v službi, če nam družba ne omogoča večkratnega, odgovornega materinstva, zato ker moramo od jutra do večera delati. Če izgubimo službo, pristanemo pri socialni pomoči, tudi če imamo še tako sijajno diplomo in odlične delovne izkušnje. Danes večina služb, tako rečejo prevečkrat noseči ženski, potrebuje celega človeka. Te protestnice proti splavu pa o vsem tem ne govorijo,
ampak samo zvito in sadistično odpirajo stare rane tisočem žensk zaradi njihovih umetno povzročenih splav. Prepričana sem, da sodijo te protestnice proti splavu med totalitarne desničarke. Zato namenoma ne zapišem krščanske. Zato, ker so brez vsakršne krščanske ljubezni, nekatere pa so za to grdo propagando verjetno še mastno plačane. To njihovo početje je nehumano, enako škodljivo, kot je škodljivo nehumano početje borg za splav, kot za nekakšno pravico do samostojnega upravljanja s svojim telesom. To je neumnost. Je pač neumnost. Zarodek ni del ženskega telesa, je pa v najzgodnejši dobi samo zarodek, ni pa še otrok. Zato splav v zgodnji dobi ni tako velika tragedija, kot je po prvih 3 mesecih. Tragedija pa je vedno. Seveda je premajhno število rojstev neposredno povezano tudi z obstojem vsakega naroda, še posebno usodno je prav za Slovence, zelo malo številčni narod. Zdi pa se, da slovenski narod prvič svojo samostojno in demokratično državo od leta 1991, tudi zdaj, podobno kot leta 1941, ponovno ogrožata oba slovenska totalitarizma. Partija in tisti del slovenske cerkve, ki je povezan s komunisti, naprimer s tako imenovanimi Kocbekovci, podobno kot je zdaj somišljeniki novega papeža. Najhuje pa je v desnih medijih. V petek, 3. oktobra popoldne, med 2. in 3. uro, sem po vrnitvi z prekrasnega sprehoda v bližini ljubljanskega hipodroma prisluhnila govorjenju nekega gospoda samega vrha slovenske cerkvene intelektualne elite na radiu Ognjišče v oddaji Komentar tedna. Kot zastavo je ta govorec večkrat poudaril, kako nujni so za Slovenijo tuji delavci in kako nujno je, da krepimo medkulturno sodelovanje z njimi. Nato je sledilo pojasnilo, da zdaj tudi v EU-ju ne govorijo več o multikulturnem sodelovanju, temveč o medkulturnem. Predvsem pa se moramo vsi medsebojno spoštovati in povezovati, ker so se razmere v sedanji družbi povsod po svetu spremenile. Migrante potrebujemo za razna dela. Da, katoliška raznaradovalna razlaga dejstva, da je slovenskim narodom konec, je bila v tem komentarju tedna enako ukazovalna, totalitarna, kot so vse podobne razlage sedanjih partijskih predstavnikov slovenske vlade. Kar zadeva obstoj in razvoj slovenskega naroda, so migranti, tudi ilegalni, do zdaj menda za našo državo in narod edina rešitev. Pozorno sem spremljala govorca, ampak niti z besedo ni omenil, da je iz dneva v dan vse večje število priseljencev z muslimansko vero in kulturo za Slovenijo lahko velika nevarnost. Niti z besedo ni ta krščanski govorec omenil, da je za obstoj slovenskega naroda pretirano priseljevanje muslimanov lahko že usodno. Ne, niti besede ni bilo o tem, zakaj ne smemo imeti pravega ljudskega štetja z obveznima rubrikama o narodni in verski pripadnosti. Ali zato, ker bi to lahko razburilo
morda že več kot milijonsko množico priseljencev z Balkana in iz Bližnjega vzhoda? Ali smo v resnici Slovenci samo še ena od največjih manjšin v Sloveniji? In zakaj mediji večinoma pozivajo Slovence, naj bodo medkulturno oziroma multikulturno ozaveščeni in čim bolj prijazni s priseljenci? Ali morda zato, da bi se prikupili njihovi oblasti nad vso Slovenijo? Ali naj bomo pripadniki slovenskega naroda slepi in gluhi za močno migracijsko raznarodovanje? Ali naj verjamemo partiji in cerkvi, da nas migracije ne ogrožajo? Kot da nas je, Slovencev, v prelepi deželi pod Alpami kakih 20 milijonov, ubogih priseljencev pa morda le 100 tisoč. Očitno gre za partijsko, zlasti sorosovsko in cerkveno prisilo k pokornosti avtohtonih evropskih narodov množičnim muslimanskim migracijam. Nesposobne politike na Zahodu so z brezobzirnim izkoriščanjem ženske delovne sile, plače so vse nižje, uničile evropske družine, s tem pa tudi, ker je bilo vse manj rojstev, skoraj izbrisale evropske narode. Za rojevanje novih prebivalcev na Zahodu, tudi v Sloveniji, pa zdaj ilegalno uvažamo velike muslimanske družine. V Evropsko unijo prihajajo tako, da dobi pravico do bivanja najprej kak mlad moški, kmalu pa se mu pridruži tudi celotna njegova družina. Običajno, prav tako kot on, pride v Slovenijo seveda ilegalno. Res čudno in čudaško je takšno reševanje slovenskega narodnega vprašanja, če je to sploh kako reševanje. Ne verjamem, da v času multikulturnega in medkulturnega, pa Bog ve še kakšnega globalizma, sploh še kdo ve, kaj je to narodno vprašanje. Ali sploh še kdo ve, kaj v resnici pomeni za Slovenijo slovenski narod? Pa še kar naprej, namesto da bi odkrito razpravljali o raznarodovanju z muslimanskimi migracijami, prevzemajo naši politiki in verski predstavniki v medijih neke vsiljene vzorce iz največjih evropskih in ameriških držav, kjer so muslimanski priseljenci še v manjšini, ne pa glavni del prebivalstva določene države. Prepričana pa sem, da vrhovi slovenske politike in vseh večjih ver v Sloveniji skrbijo samo za svoje položaje in za svoj denar. Obstoj slovenskega naroda pa jih ne zanima. Večina med njimi pa sploh ne ve, kaj pomeni beseda ali pojem narod, še manj pa slovenski narod. Ti, novi slovenski politiki, vedo le to, da je v vseh pisarnah komisije EU-ja beseda narod tista, ki se ne sme pojaviti v nobeni prošnji za kakršnakoli sredstva. Takšen odnos do narodov v EU-ju, tudi do slovenskega, pa dovoljuje vzpon novega komunizma po kitajskem vzoru, mešanice kapitalistične prakse in njej prilagojene komunistične ideologije. Komunizem, ta nekoč internacionalna, zdaj pa medkulturna in multikulturna ideologija, gotovo ne družbena doktrina, podobno kot to nista niti fašizem in nacizem, že vidno razkraja celotno zahodno civilizacijo kot kaka huda gobavost, pri čemer pa politični in verski vrhovi niti s prstom ne mignejo, da bi to preprečili. Ne da bi videli dalje kot do konice svojega nosu, svojega proračuna in svojih položajev,
nam, navadnim državljanom, pa v medijskih političnih trobilih grozijo, naj se prilagodimo novi, priseljenski stvarnosti, ker potrebujemo delavce zaradi skorajšnjega izumrtja zahodnih narodov. Zdaj avtohtonim narodom grozijo, da bodo nad njimi izvajali različne kazni, če ne bodo tiho in hlapci priseljencev. Kaj pa drugega? Kakšno pa je medkulturno dogovarjanje? Dogovarjanje, na primer, med skoraj povsem muslimanskimi Jesenicami in tako multikulturno Ljubljano, da na avtobusih skoraj ne slišimo več slovenske besede. V takšni slovenski družbi so prav zaradi njene internacionalizacije z različnimi tujimi delavci, ilegalnimi migranti, množicami muslimanov z Balkana in Bližnjega vzhoda in številnimi drugimi priseljenci, zelo dobri pogoji za obuditev komunizma, kolikor je sploh kdaj v resnici izginil. Mlajša generacija, ki je pod močnim vplivom Sorosovega marksizma, multikulturnost, legibitra, globalizem in delno tudi zelena politika, se vse bolj povezuje s starejšimi komunisti, še iz jugoslovanskih 80-ih, ki so zbrani v Kučanovem klanu. Širjenje laži o že skoraj zahodnem demokratičnem komunizmu v 80-ih žal mlade zelo privlači. Seveda pa Kučanov klan molči o tem, da so v 80-ih na vojaškem sodišču obsodili znano četverico, da so komunisti tedaj še vedno prikrivali svoja množična grobišča nedolžnih, nikoli obsojenih žrtev. Prav tako Kučanov klan molči, da je leta 1985 partija mirno pustila od lakote umreti eni prvih slovenskih komunistk, feministk in pedagogin za prizadete otroke. Žlahtni vrh Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v 80-ih ni storil ničesar, ko je izvedel, da Angela Vode umira. Zakaj? Zato, ker se je 1939. leta uprla tedanjim stalinistom Kidriču, Kardelju, Leskošku in Vidi Tomšič, ki so ukazali slovenskim komunistom spoštovati pakt Hitler-Stalin do napada Nemčije na Rusijo 22. junija 1941. Angela Vode pa je bila edina v slovenski partiji, ki je javno nasprotovala temu paktu in zaradi njega zapustila partijo. Vse do njene smrti jo je partija zaradi tega preganjala in jo navsezadnje pustila umreti zaradi samomora z lakoto. Takšna so bila zlata 80. Kmalu pa bo takšna, lažno demokratična, tudi skoraj vsa politika v Evropski skupnosti. Frančiška Butolo.